Predsednik državnega zbora Milan Brglez je svoj celjski obisk začel na Prvi gimnaziji. Žalska fontana piv spet odprta. Požar v Iršičevi ulici zanetil podnajemnik, ki je zaspal s cigareto. V bazenu Golovec jutri že 22. velikonočni miting. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Na pobudo celjskega lokalnega odbora Stranke modernega centra se na obisku v Celju danes mudi predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez. Brglez je popoldan obiskal dom ob Savini, Kajak Kanu klub Nivo Celje, Muzej novejše zgodovine, Celjsko škofijo ter družbo Etra. Svoj obisk je začel na Prvi gimnaziji v Celju, katere dijak je bil. Milan Brglez ima na srednješolske dni, ki jih je preživel na celjski Prvi gimnaziji, izjemno lepe spomine. Zato ni naključje, da je ravno tam danes začel svoj obisk v Knežjem mestu. Jaz sem ponosen za to, da sem bil na Kajuhovi gimnaziji in vedno je tako pravim in za mene je pač to neko izhodišče, ki tudi pomeni mi v bistvu neka leta, ki so bila najbolj brezskrbna, ko se je dalo še marsikaj pozitivnega videti in tudi pridobil sem volilno pravico v tistem času in prve odločitve, ki smo jih tako sprejeli, so imele nek pomen. Brglez se je danes srečal in pogovarjal s trenutno generacijo dijakov celjske Prve gimnazije. In kako mladi po njegovi oceni danes dojemajo in doživljajo politiko. Politika ne zna včasih odgovoriti na to, kar mladi pravzaprav pričakujejo. Zaradi tega so relativno hitro razočarani oziroma gredo preprosto po svoje. Zdaj, raven zanimanja je vseeno odvisna od tega, a se recimo na šoli več ukvarjajo s tem ali manj, ali je več zainteresiranih dijakov, ki bi se hoteli na ta način soočati. Tisti, ki so, se znajo relativno hitro tudi prebiti v politične stranke, tako da najmlajši poslanci so včasih še študentje. Predsednik državnega zbora je po končanem obisku na Prvi gimnaziji obiskal še kar nekaj celjskih ustanov ter se srečal z lokalnimi gospodarstveniki in celjskim lokalnim odborom vladajoče stranke. Najprej prvotno je namenjen pač obiski lokalni skupnosti. Po tistem, ko bom spoznal par zadev in štartov v sebi ljubi gimnaziji, bom šel v bistvu tudi se pogovarjati z gospodarstveniki, pa potem seveda tudi z samo stranko, tako da gre za neko povezavo vsega tega. Treba si je preprosto vzeti več časa zaradi tega, da vidiš specifike posameznega lokalnega okolja in kaj politika lahko pri tem naredi. Čez slabe pol ure bodo v Žalcu spet odprli fontano piv Zeleno zlato. Letošnja ponudba piv, ki so vsa pridelana iz štajerskega hmelja, bo še bolj pestra kot lani, saj bo letos pivo teklo iz 6 namesto 5 pip. V Žalcu v letošnji sezoni ob fontani obljubljajo tudi bogato kulinarično ponudbo. S 1. aprilom, torej z jutrišnjim dnem, se uradno začenja nova sezona obratovanja fontane piv Zeleno zlato, ki je v lanskem letu prvem presegla vsa pričakovanja. V 2 mesecih obratovanja od 6. septembra do 6. novembra so namreč v Žalcu prodali 36.136 vrčkov. V mesto in dolino zelenega zlata pa so tako pritegnili številne obiskovalce tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. Fontana piv Zeleno zlato je bila postavljena z namenom, da Žalec kot turistično destinacijo postavijo na svetovni turistični zemljevid in promovirajo hmeljarsko in pivovarsko dediščino te doline. Jaz sem prepričan, da ta fontana generira turistično ponudbo, ki je del gospodarstva v občini pa širše. Vam lahko to povem, da tudi generira širšo gospodarsko rast in aktivnost v naši občini. Nekako smo se tako zbližali z gospodarstveniki, ki so bili naši donatorji, da se zdaj kar večkrat srečamo in razmišljamo o že drugih projektih. Eden takih je tudi v ta avli kot potencialna možnost ureditev znamenite sušilnice Kmeza Teksima. Pa imamo še veliko drugih projektov, za katere verjamem, da bomo našli sovlagatelje. Tudi če greste po Žalcu, vidite, da je ena živa gospodarska aktivnost v naši občini in nekako kar generira to eno dobro voljo, eno dobro sodelovanje od splošni konjunkturi, od splošni gospodarski rasti. Se pa nova sezona odprtja fontane lahko pohvali tudi z nekaj izboljšavami le-te.
Najprej nova pipa, ki bo pač omogočila, da bomo sedaj lahko ponujali hkrati 6 različnih vrst kakovostnega piva, proizvedenega iz savinjskega slovenskega hmelja. Dodali smo tudi stebriček za izpiranje kozarcev, ker se je to pokazalo kot ena potreba, želja. Celoten sistem pip smo posodobili z vidika zagotavljanja res vrhunske higiene. So vgrajene posebne komore, v katerih je z UV žarki se sterilizira ta potopna točilna igla. In pa dodali smo svetlobne indikatorje na same pipe, tako da obvešča z tako rdečo lučko, da je dobro imetje porabljeno, oziroma z zeleno lučko, da dobro imetje še je na pipi. Ko pa lučka utripa, pa pomeni, da se pivo nataka. Z vidika varnosti smo poskrbeli za detektor CO2 v strojnici in pa posodobili smo tudi sistem priklopa teh potisnih plinov. Se pravi, sedaj ni samo CO2, ampak je možno preklopiti tudi na biogen, za katerega pač pivovarji pravijo, da je nekoliko manj agresiven, gre za neko mešanico plinov, se pravi še boljša rešitev. Na Fontani bo letos mogoče poizkusiti 6 vrst piv, zvarjenih iz kakovostnega slovenskega hmelja. Dodali so nove vrste piv, ki jih bodo tekom sezone tudi menjali in pri tem sledili sodobnim trendom v pivovarstvu. Za vrček s čipom pa bo obiskovalec namesto lanskih 6 evrov letos plačal 8 evrov. Ceno kozarčka bomo povečali. Naredili smo malo analizo turistične ponudbe po Sloveniji, koliko je kakšna karta stane. Zdaj jaz ne bi izpostavljal, da nekje za prevoz plačaš 7 evrov, pa da za to nič ne dobiš. Da pri nas dobiš, pogledaš eno urbano, tehnično, bi rekel, lepo fontano, da dobiš spomenski kozarec, da boš zdaj lahko degustiral 6 vrhunskih vrst piva in če to primerjaš, da se nekje samo peleš 20 sekund, da nekje samo vstopiš kot vstopnica, ko smo to, pa za to plačaš 5, 7, 8 evrov, ko smo to primerjali, pa vprašali še tuje turiste, so rekli, lahko povečate, ker izboljšujemo ponudbo pravzaprav vsak dan. V Žalcu se bodo torej od jutri naprej držali slogana Dobimo se pri Fontani vse do 31. oktobra. V času obratovanja druge sezone Fontane piv zeleno zlato pa so predvideni tudi številni dogodki pri Fontani, ki bodo popestrili dogajanje v Žalcu. Ti dogodki in prireditve se bodo odvijali od meseca maja pa do konca oktobra. Bodo imeli različno tematiko, namenjeni različni publiki, seveda bo pa zelena nit, se pravi zeleno zlato, se pravi hmelj, ki ga bodo na poseben način promovirala različna lokalna društva, predvsem Društvo hmeljarskih starešin in princes Slovenije, potem Etnološko društvo Hmeljarska vas, Društvo podeželskih žena občine Žalec in pa vsi lokalni ponudniki naših jedi. Uradno Fontana z obratovanjem začne jutri 1. aprila, na predvečer pa so od 19. ure dalje pipe odprte za vse obiskovalce, ki se bodo udeležili velikega dogodka ob odprtju. Občina Šentjur ter mestna skupnost Šentjur sta začeli s prenovo in razširitvijo pešpoti ob Pešnici. Obstoječo pešpot od mostu do Mestnega trga bodo razširili za približno 2 metra. Razširitve se bodo razveselili pešci in predvsem kolesarji. Ta pešpot in kolesarska steza v skupni dolžini približno 800 metrov bo urejena na enak način, kot je urejena pešpot od Pešanskega mosta do vrtca na Pešnici, tako da bo omogočeno vsem uporabnikom te poti varna kolesarska pot in pa seveda tudi varna pešpot. Ob sami rekonstrukciji in širitvi te pešpoti bomo na novo zasadili drevesa, saj obstoječa so že v veliki meri bila
načeta z raznimi boleznimi in škodljivci, tako da bomo na novo zasadili celoten drevored, zraven bomo umestili tudi klopce za sedeti in pa tudi na določenih mestih, ker je to smiselno, uredili tudi postajališča za kolesa, seveda vse opremili z koši za smeti, tako da bo nekako ta del Šentjurja ponujal neko lepo, urejeno, sprehajalno in kolesarsko pot za vse občane. V prihodnosti nameravajo tako imenovano Šentjursko promenado, ki je zdaj dolga dober kilometer, razširiti še proti jugu. Skupaj z občino Šentjur si prizadevamo, da bomo razširili to pešpot tudi naprej, se pravi proti zdravstvenemu domu oziroma avtobusni postaji in tako nekako zaključili ta del pešpoti v samem centru mesta. Je pa seveda smiselno oziroma načrtujemo nekje potem predvsem ureditev kolesarske poti, potem tudi proti Lokarjem in nadalje v prihodnosti tudi proti Dolam, se povezati z Proseniškim in potem imamo nekako tako zaključen ta severni del, kar se tiče kolesarskih stez, kot pa vemo, je pa v pridobivanju projektne dokumentacije tudi kolesarska steza Celje Štore Šentjur, kar bi potem predstavljalo en tak lep kolesarski krog v bistvu iz Celja v Šentjur. V včerajšnjem požaru v Iršičevi ulici v Celju je bilo lažje poškodovanih 13 ljudi, materialno škodo pa ocenjujejo na več kot 60 000 evrov. Požar je povzročil eden od podnajemnikov, ki je okoli 1:30 popoldan zaspal s prižgano cigareto. Ogenj je v celoti uničil stanovanje in del fasade, 13 stanovalcev, ki so se v požaru nadihali ognja, pa so po požaru zdravniško oskrbeli, vsi so utrpeli lažje poškodbe. Požar so pogasili celjski poklicni in prostovoljni gasilci. Kraj dogodka so si ogledali tudi celjski policisti in kriminalisti, ki so zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženje podali kazensko ovadbo zoper 34-letnega osumljenca iz Celja, ki so ga prijeli na kraju dogodka. Celjski bazen Golovec bo jutri gostil že 22. velikonočni plavalni miting za pokal mesta Celje. Gostitelj, plavalni klub Neptun Celje, tokrat pričakuje udeležbo več kot 300 plavalcev iz 20 slovenskih in hrvaških klubov. V Celju je znova za pričakovati zelo dobre rezultate, potem ko bodo nastopili številni dobri plavalci iz Slovenije in Hrvaške. Gledalci bodo zagotovo prišli na svoj račun. Gre za velik dogodek, namreč je na svojevrstna posebnost ta naš miting. Smo tako imenovani poletni sezoni, kjer se plava na 50-metrskih bazenih, pri nas je 25 metrov. Je pa v bistvu zanimivo to zaradi tega, ker je to zadnja tekma v 25-metrskem bazenu in lahko, bom rekel, plavalci, ki bojo naslednjo leto prestopili v višjo kategorijo, dosežejo še zadnjič državne rekorde na 25 metrov. Največja želja organizatorja mitinga pa je seveda ta, da bi bila domača tribuna na celjskem zimskem bazenu polna. Pričakujemo seveda polno tribuno, naj povem, da je vstop prost, tako da za vse Celjane, ki bodo želeli si ogledati tak dogodek, so vljudno vabljeni. In koliko je bilo sicer samih priprav na nov velikonočni miting? Ta miting pripravljamo, sedaj je že vse utečeno, ampak vsekakor je sigurno en mesec dela za veliko ljudi, da se vse pripravi pri sami izvedbi, se pravi pri postavitvi bazena za tekmo. Moramo unesti pač te merilne naprave v vodo, vse druge stvari poskrbeti med samo tekmo, pa potem pospravljanje dela približno 40 ljudi. To so starši naših plavalcev, naj povem, da to gre za volontersko delo in ob tem priliki se jim zahvaljujem za pomoč. Seveda so želje tudi te, da bi domači plavalci osvojili čim boljša mesta. Seveda je želja, da posežejo po najvišjih mestih, mislim, da tudi bomo dosegli nekaj zmag, več o rezultatih pa po končanem mitingu.
Jutri bo sončno, pihal bo južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V ponedeljek bo dopoldne delno jasno, popoldne in zvečer pa spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem plohami ter kakšno nevihto. Zapihal bo severovzhodni veter. Dogodki dneva so končani, hvala za pozornost in lep preostanek večera. Nasvidenje.